Živijo, prav s ponosom snemam tale video, ker tole je pa Kubi dom za svobodne ljudi. In ta hiška stoji v naravi, smo na Dolenjskem, tamle zadaj se pasajo domače živali, tamle so konji, okrog so gozdički, smo na robu ene vasice in tole je Kubi hiška, ki je bila sestavljena iz dveh bivalnih modulov plus pergola in tukaj noter smo, oziroma tukaj smo ustvarjali dom, v katerem živi gospod dobesedno v sožitju z naravo in vam ga danes prav s ponosom od bližje pokažem. Smo pred glavnim vhodom, se pravi tukaj imamo terasico in tukaj imamo tudi glavna vrata, ki pripeljajo direktno v dnevni prostor s kuhinjo. Imamo eno preprosto kuhinjo, ki ima noter v resnici vse, kar rabimo, potem dnevno sobo z internetom, s televizijo, z ogrevanjem na IR panele, s klimo za ogrevanje in za hlajenje. Zraven je potem vhod v kopalnico. Kopalnica ima noter praktično vse te prave komponente za te pravo stanovanjsko hišo. To poudarjam zato, ker nas včasih dostikrat mešajo s tem, da je Kubi hiška kontejner ali pa da je Kubi hiška mobilna hiška. Ne, to je ta prava lesena stanovanjska hiša in temu primerna je tudi kopalnica. Se pravi, noter ima ta pravo tuš kabino, noter ima ta prav WC, ta prav umivalnik, vse je vodotesno narejeno. Tako da tudi ne samo, da dobro izgleda, ampak je pač tudi normalno funkcionalna. No, zraven je pa še ena sobica, to je pa spalnica, kjer pa v bistvu preživimo noč, pa mirno spimo in ko se zjutraj zbudimo z nasmeškom, stopimo čez tele vrata, pa v bistvu pogledamo tukaj dobesedno direktno v naravo. Ta hiška je v dimenziji 6x6 metrov, se pravi, imamo bruto 36 kvadratov, neto jih je nekje 32-33. To je podobno kot enosobno stanovanje v bloku. S tem, da imamo tukaj življenje praktično zunaj vedno, ko nam to vreme dopušča. Streha je dvokapna. Dvokapna zato, ker to tukaj predpisuje lokalna regulativa. In dvokapnih moram reči, da ne naredimo veliko. V tem primeru smo jo in zgleda ful lepo povezana z sosednjimi hišami, ker pač zgleda podobno. In ja, Kubi hiške lahko naredimo tudi z dvokapno streho, čeprav večinoma vedno kažem hiše z ravnimi strehami in je ta v bistvu posebna. Mislim pa, da bo v bodoče več, ko bomo gradili domov pa vikend hiš, več bo tudi takšnih dvokapnih streh, ta je prekrita z opeko. Drugače pa imamo opcijo tudi prefa pločevino, ali pa tudi kakšne tiste klasične pločevinaste kritine, čeprav priporočam, najbolj osebno priporočam opeko ali pa prefo. Moram poudariti, da je to modularna hiša, pomeni, da jo pripeljamo že narejeno. In tukaj sta v bistvu na tej steni bila spojena dva modula in se nikjer ne vidi, da sta to dva modula, ker sta spojena skupaj, fasada je bila tukaj na licu mesta narejena. In se tudi spoji zrakotesno zatesnijo in vodotesno, tako da se niti ne vidi, da so spoji. Je pa tukaj spodaj, če dobro pogledate, kljub temu hiška dvignjena v tal. Dvignjena je v tal zato, da se lahko zrači, da spodaj ne zastaja voda, da spodaj ne zastaja vlaga. In s tem, ko tukaj v bistvu zraku dopustimo možnost, da se giblje, preprečimo, da se na dolgi rok dela kakšna škoda. To pomeni, tudi podaljšamo življenjsko dobo hiške oziroma ne rabimo hidroizolirati tega spoja vmes, ker je stalno spodaj nižja vlaga, kakor je recimo v zraku. Zdaj, zakaj bi se pa nekdo sploh odločil za modularno hišo? V primerjavi recimo z montažno ali pa zidano ali pa ne vem, še s kakšnim drugim načinom gradnje. Razlog je zelo preprost, ker lahko zagotovimo enako kakovost ali celo boljšo, ker delamo v nadzorovanih pogojih, dobesedno v serijski proizvodnji s standardiziranimi, utečenimi postopki, kjer imamo ves orodje, kjer imamo vse procese urejene tako, kot je treba. In hiško v celoti naredimo v delavnici, tukaj na terenu je pa postavljena zelo hitro. Mi smo imeli dva modula praktično postavljena prvi dan in ko je bilo to postavljeno, je bilo treba samo še dokončati kritino pa fasado. Skratka, hiška je bila v enem tednu uporabna in pripravljena na vselitev.
In to je tista prednost, da ne rabite na gradbišče hoditi 2 leti vsak dan, pa usklajevati izvajalce, pa čakati na lepo vreme, pa popravljati napake, mogoče zato, ker je bilo takrat, ko se je delalo slabo vreme, pa se ni dalo dobro zaključiti, pa morate pol še enkrat priti. Vse te stvari z modularno gradnjo odpadajo v veliki meri, prehranijo vam, se pravi, čas, prehranijo vam živce in pod črto vam prehranijo tudi denar. Zakaj? Zato, ker če vi zidate v lastni režiji ali pa delate kakšno montažno, skeletno, zidano hišo, kakorkoli, v resnici ne veste, koliko vas bo hiša sploh na koncu koštala. Ker mogoče niste predvideli okenskih polic, mogoče niste predvideli še česa drugega takega, kar pa na koncu mora biti, da je hiša uporabna. Tukaj imamo pa že v štartu ceno fiksirano in že v štartu veste, koliko bo to koštalo, in od takrat naprej, razen če se tehnično stvari kaj ne spremenijo, cena ostane in je izdelek točno takšen, kot smo se v štartu dogovorili. Takole, to je bila samo ena v nizu stanovanjskih bivalnih kubih hišk, ki so vedno bolj popularne, vedno več dobivamo povpraševanja, dobivamo tudi naročila in se ful veselim, kaj bo prinesla prihodnost, ker jaz verjamem, da je prihodnost bivanja v majhnih hišah, zato ker če živimo minimalizem, imamo manj stvari, za katere nas mora biti strah ali pa nas mora skrbeti, manj je za pospravljati, manj je za čistiti, manj je za vzdrževati in vedno več je ljudi, ki tako razmišljamo. In sem ful ponosen, da smo tudi s to hiško prebili let, da jo lahko takole pokažem, ki jo kažem danes, da pokažem, da se to da, da upogumam nekoga, ki o tem razmišlja, pa mogoče ni našel ta prave opcije in da tukaj s tem videoposnetkom vidi, da ja, da se, simpel je, ni noben bav, hiša je takšna, kot mora biti in želim si, da upogumam s tem čim več ljudi, da gremo nazaj k naravi, tako kot sem že večkrat v svojih videih poudaril, no, ker tam se nahaja naša sreča, no, tam smo mi doma. Hvala, da ste bili z mano, ostanite še naprej v naslednjih videih, ker vam imam še veliko za pokazati. Se vidimo, čau, čau.